Pogorišče v Vranjem Vrhu so obiskali še kriminalisti. Zvečer bodo razglasili zmagovalca Startup leta 2014. Mariborski nogometaši so znova državni prvaki. Pozdravljeni. Včerajšnji požar, v katerem je življenje izgubila 75-letna nekdanja direktorica Palome Matilda Štraser, je razkril tudi ozadje sporov med tamkajšnjimi gasilskimi društvi. Že vse od avgusta lani so namreč prebivalci krajevne skupnosti Sladki Vrh v občini Šentilj brez varovanja domačih gasilcev. Ti namreč ne smejo priskočiti na pomoč, ker so jih iz Gasilske zveze Slovenske Gorice izključili. Medtem ko mariborski kriminalisti še danes na požarišču iščejo morebitne dokaze, ali je bil požar podtaknjen, med drugim je bila odrejena tudi obdukcija žrtve, da bi izključili sum o nasilni smrti, pa se na drugi strani vse bolj razkrivajo ozadja gasilskih razprtij. Pri včerajšnjem gašenju so vrata najbližjega, celo na novo zgrajenega gasilskega doma, namreč ostala zaprta. Zakaj mi tam nismo bili? To samo dve dejstvi. Sklep o izključitvi PGD Paloma Sladki Vrh in pa izdan dopis župana strani občine, da se odzame upravljanje javne gasilske službe. Spori naj bi se vlekli že 7 let, dokončno pa je zavrelo lani, ko je 9 društev v zvezi zahtevalo, naj se sladkogorske gasilce iz nje izključi. Najhujši so očitki o goljofijah na gasilskih tekmovanjih. In goljofijami s prikazom napačnih datumov tekmovalcev. Bilo je več tega, bilo je več tudi verbalnih napadov na sodnike, na mentorja mladine. Torej vaš pogoj, da jih ponovno vključite v zvezo, je? Odstop oseb, ki so odgovorne za nastalo situacijo. A ko gre za reševanje človeških življenj, so pomembne sekunde. Tega se zaveda tudi župan, ki pa zatrjuje, da ima pri vsej zadevi zvezane roke, saj gasilcem na lastno pest ne more dovoliti posredovanja v požarih. S tem si pa prevzame odgovornost, če se bilo kaj zgodi, tem gasilcem odgovarja župan, ker bi me gasilski inšpektor s tem kaznoval. Bila je tudi arbitraža s strani Gasilske zveze Slovenije, vendar stvari nismo dorekli, niso prišli do konca. O tem, kdo ima prav, naj bi v petek presojalo sodišče, krajani pa lahko le upajo, da ne bo brez varovanja domačih gasilcev še kje zagorelo. Ptujsko osnovno šolo za otroke s posebnimi potrebami je danes obiskal minister za izobraževanje Jernej Pikalo. Ogledal si je dotrajano staro stavbo in gradbišče nove šole na novi lokaciji ob dijaškem domu. Na novogradnji je končanih 70% gradbenih in 20% inštalacijskih del. Zapleta pa se pri denarju, saj župani občin iz okolice Ptuja za sofinanciranje nimajo zagotovljenih sredstev v občinskih proračunih. Tudi se ne strinjajo s predlaganim zneskom, češ da je previsok. Da bi se gradnja, ki že od februarja stoji, nadaljevala, je Ministrstvo za izobraževanje obljubilo dodatnega $500 000. Naslednji korak k rešitvi morajo tako narediti župani občin na Dravsko-Ptujskem polju. Mi smo že ponudili roko občinam in pa mestni občini Ptuj s tem, da smo predlagali, da se seveda zviša naš sofinancerski delež na 2 200 000, tako da to je naš način, kako poskušamo ponuditi roko tem občinam, zato da bi seveda gradnja tule čim prej stekla. Glede na to, da je ministrstvo zdaj še dodatno dodelilo 500 000 € za gradnjo, jaz mislim, da nimajo več župani potem zadržkov, da ne bi mogli pristopiti k temu. Kako se spopadati s ključnimi izzivi vzponov in padcev zagonskih podjetij, pa so se danes spraševali na konferenci Podim. Prireditev je obiskalo okoli 600 udeležencev, več kot 200 iz tujine. Danes in jutri bodo predavali številni priznani podjetniki in strokovnjaki. Skrajni čas je, da Slovenija vzpostavi bolj prijazno podjetniško okolje, je bilo slišati. Podjetniški talenti namreč odhajajo v tujino, naša država pa jih ne zna obdržati doma. Čas je buren in podjetniško življenje je prav tako burno. Zaradi tega smo želeli pokazati, da so poleg vzponov, podjetniških zmag, so seveda tudi porazi.
In kako do zagonskega kapitala? Podjetniški sklad vsako leto podeli skoraj 100 milijonov evrov, podporo nudi vsaj 40 start-upom. Nov razpis bo že junija, na voljo bo kar 5 milijonov evrov. Podjetja bodo lahko prejela skupno do 374 tisoč evrov ali konvertibilnega posojila ali semenskega kapitala za čisti zagon podjetja. V tehnološkem parku pa nudijo zelo pomembno podporno okolje. Doslej so izvedli 260 individualnih svetovanj in ustanovili 60 podjetij. Sedaj pa že razmišljajo o sodelovanju z Avstrijo in Italijo. V prejšnjem tednu smo podpisali tudi sporazum o sodelovanju, da bi to startup skupnost oblikovali z skupnimi programi in skupnimi aktivnostmi in tudi z skupnimi, resursi. Danes so na konferenci spregovorili priznani domači in tuji strokovnjaki. Predvidoma čez 2 uri pa bodo razglasili slovenski startup leta. Tokrat so izbirali med kar 126 prijavami. Poglejmo še druge domače novice. Začenjamo z dogajanjem povezanim s predčasnimi parlamentarnimi volitvami. Predsednik republike Borut Pahor je predsedniku državnega zbora Janku Vebru uradno predal pismo, v katerem ga je v skladu z ustavo in poslovnikom državnega zbora obvestil, da zboru ne bo predlagal kandidata za novega predsednika vlade. Pahor meni, da je njegova odločitev, da skrajša 30-dnevni rok, v katerem lahko predlaga novega mandatarja, utemeljena in dopustna. Državni zbor se bo z obvestilom predsednika države seznanil predvidoma že v četrtek. Stranka Solidarnost pa je po današnjih posvetovanjih s predsednikom države o datumu predčasnih volitev ponovno zagrozila, da bo sprožila ustavno presojo, če bodo volitve razpisane v času poletnih dopustov. Sopredsednik stranke Uroš Lubej je dejal, da je ustavna volilna pravica pomembnejša od želje po hitrem oblikovanju nove vlade. Državni zbor pa se je danes na izredni seji seznanil z odstopom člana poslanske skupine nepovezanih poslancev Petra Vilfana. O nepreklicnem odstopu z poslanske funkcije je Vilfan obvestil predsednika državnega zbora Janka Vebra potem, ko je v soboto v Ljubljani pod vplivom alkohola povozil 84-letnega pešca. V državnem zboru ga bo nadomestila Alenka Lampe iz Pozitivne Slovenije. Poslanci so na izredni seji sicer razpravljali o kaznih v kmetijstvu. Sejo so zahtevali v stranki SDS, ki je prepričana, da zakonodaja prinaša bistveno povečanje kazni za prekrške v kmetijstvu. Te so po njihovi oceni v očitnem nesorazmerju s kaznimi za prekrške na drugih področjih. Programski svet Radiotelevizije Slovenija se je odločil za obnovo postopka imenovanja generalne direktorice zavoda Nataše Pirc-Musar v delu, ki se nanaša na glasovanje o kandidatih. Vnovično glasovanje bodo izvedli po prejemu obvestila državnega zbora, ko naj bi bilo jasno, ali 2 programska svetnika izpolnjujeta pogoje za to funkcijo. Programski svet je o novi generalni direktorici, ki naj bi mandat nastopila 26. maja, odločal 7. aprila. Danes pa je zadnji dan, ko so svetniki lahko odločili o obnovi postopka. Da bi spodbudili pridelavo in porabo slovenskega medu, čebelarji ozaveščajo in izobražujejo že predšolske in šolske otroke. V Razvanju pri Mariboru lokalni čebelar Marko Cesar na podružnični osnovni šoli otroke seznanja z osnovami čebelarstva, poznavanjem čebel in pridelavo medu. Okoli 10 otrok enkrat mesečno obiskuje čebelarsko uro. Marko Cesar poučuje prostovoljno. Otroke najbolj pritegnejo konkretna opravila v čebelarstvu. Ročne spretnosti so pokazali pri slikanju panjskih končnic. Všeč mi so čebele, pa fajno je. Med imaš tudi rad? Zelo. Včasih mi ga babica da zjutraj, ko grem v šolo. Najbolj me zanima, kako si naredijo med, pa kako nastane čebela. Če ne bi skrbeli za čebele, bi lahko umrle, pa ne bi bilo več dosti meda, pa ne bi mogli fejst zdravo živeti. Podravski čebelarji, organizirani v Zadrugo za razvoj čebelarstva, so v projektu Slovenski med obiskali več kot 3000 šolskih in predšolskih otrok na tem območju. Marko Cesar pa otroke izobražuje na lastno pobudo. V tistem času, ko sem jaz v bistvu hodil v šolo, ni bilo tega čebelarskega krožka, zelo malo se je govorilo o čebelah in o naravi, mislim na splošno. In potem je bila želja, da malo te mlade oziroma otroke začnemo osveščati o čebelarstvu, o naravi, o varstvu narave in na splošno, kako je treba skrbeti za čebele.
predvsem izvajamo ta program v tistem času, ko so tudi čebele nekako marljive in delovne. Ne. Otroci in učitelji tako pridobijo nova znanja in izkušnje, ki jih tesno povezujejo z lokalnim okoljem. Slovensko čebelarstvo pa izobražene potrošnike, ki bodo bolje skrbeli za naravo in v prihodnje morda tudi nove čebelarje. V Narodnem domu Maribor pa še ne vedo, kako bodo izpeljali letošnji festival Lent. Še vedno namreč čakajo na odločitev vlade in mariborske občine, ali boste prispevali dobrih 400 000 evrov. Preostali denar, potreben za izvedbo festivala, bodo zagotovili sponzorji. V Narodnem domu pozivajo mestni svet, naj nujno sprejme lokalni kulturni program in v njem določi prioritete ter višino sredstev za kulturne prireditve. Tako bi se izognili vsakoletnim zapletom s financiranjem. Svet Narodnega doma ob tem tudi zanika kakršnokoli netransparentno delovanje, kar potrjujejo vsakoletne zunanje revizije. V kulturi bomo tokrat pogledali v sosednjo Avstrijo. Na Dunaju so namreč prejšnji teden odprli razstavo Široko odprte oči, ki prikazuje fotografske ustvarjalne začetke znamenitega režiserja Stanleya Kubricka. Črno-bele fotografije segajo v obdobje, ko je Kubrick delal kot fotograf pri ameriških revijah Life in Look. Ustvaril je več kot 300 fotoreportaž oziroma fotoesejev. Že res, da je Stanley Kubrick svoje življenje posvetil filmu, a enkrat fotograf, zmeraj fotograf. Slišimo reči njegovega sodelavca, producenta Jana Harlana. He stayed a photographer all his life. I don't mean by that he took lots of pictures, which he did as well, but that's not relevant. But you can see his great strengths as a photographer in later films. Looking around here, I think we have millions of photographs of animals, children, all our friends, and maybe I should look through them again. Some of them were really quite brilliant, because I don't think he always had a camera in his pocket. In diesem Raum zeigen wir eine Fotogeschichte, die Kubrick gemacht hat, hinter den Kulissen eines Zirkus. Die Geschichte heißt How the Circus Gets Set, und Sie sehen auf diesen Aufnahmen einerseits das Publikum des Zirkus, also Kinder, die dem Treiben im Zirkus zuschauen, in diesen Sonntagskleidchen. Cirkus je le ena od tem in motivov, ki jih ujame Kubrick. Vojska, fotoreportaža fantiča, ki lošči čevlje, utrip newyorške podzemne železnice, življenje na univerzi, vsakodnevni delavnik boksarja in mlade igralke. V Kunstforumu je več kot 150 fotografij, od katerih je središčna tista v prvem prostoru. Na njej vidimo mladega Stanleya s fotografskim aparatom. Wie in seinen Filmen bietet uns auch in seinen Fotografien den Blick auf ein möglichst perfekt komponiertes Tableau. Kubrick je bil dokaj sramežljive sorte, raje je stal za fotoaparatom kot pred njim. Nikoli pa ni potegnil stroge ločnice med delom in družino. If somebody lives very intense and very energetically, and he takes everything very seriously, both his family and his films, and you're very lucky then. Vsekakor pa je bil nepoboljšljiv perfekcionist, ki je svoje filme vedno montiral ob glasbeni spremljavi. Pri športu smo, kar nogometašem Maribora ni uspelo v prejšnjem krogu, jim je na tekmi proti Triglavu. Zmago z 2-1 so si 2 kroga pred koncem državnega prvenstva priigrali 4. zaporedni oziroma skupno 12. naslov državnih prvakov. Vijoličasti so razvadili navijače. Naslov prvaka je v Mariboru postal skoraj samoumeven. Igralci so ga danes s 5. zaporedno zmago tudi uradno potrdili. Upisali so 4. zaporednega, skupno že 12. Jaz lahko rečem, da je vsak naslov nekaj posebenega, tudi ta 4. oziroma moj 4. zaporedoma, tako da vsakega sem zelo vesel in upam, da se bo to še nadaljevalo. Nocoj so bili Mariborčani veliko boljše moštvo. Po zaslugi Nusmirja Fajića tudi učinkovito. Za prvo vodstvo je zadel v 17. minuti. 4 tekme zapored mariborska obramba ni dobila gola. Do tega prodora in odličnega zaključka Ajdina Redžića po dobre pol ure igre. To je bila tudi edina priložnost gostov. Veliko več je bilo mariborskih. Izkoristili so eno. Fajić je bil takole vztrajen še v prvem polčasu v 42. minuti.
Čeprav so skoraj ves drugi polčas igrali brez izključenega Argusa, so bili domači bližje tretjemu golu kot gostje drugemu. Ja, potrditev dela, ampak sami smo videli, da smo mogli ogromno energije vložiti, da smo prišli do tega naslova, ampak kljub temu tekmo smo delali tako, kot je treba, zasluženo zmagali, tudi z igralcem manj, enostavno vsaka čast fante. Končalo se je tradicionalno, z vdorom navijačev na igrišče. Ve se, kdo je njihov največji ljubljenec. Najdlje so zadržali kapetana Markosa Tavaresa. Tako so si torej nogometaši Maribora znova zagotovili naslov državnih prvakov. Zaradi tega je bilo v Ljudskem vrtu nekaj več gledalcev kot sicer. Čeprav je šlo za tekmo proti zadnji uvrščeni ekipi prvenstva, ki je bila po vrhu vsega na programu sredi tedna, je bila možnost potrditve naslova državnega prvaka dovolj velik magnet, da je v hram mariborskega nogometa prišlo 4000 gledalcev oziroma 1000 več, kot je povprečje v tej sezoni. Na tekme sem hodil predvsem na najzanimivejše dvoboje v Ljudskem vrtu, torej Olimpija, Domžale. Tudi ta danes pomemben, ko je še šlo za zadnje točke v prvenstvu. Tako da super, no, vedno je v redu. Vijoličastim nogometašem in večini gledalcev je ob izenačenju v 31. minuti nekoliko zastal dih, a je dvakratni strelec Fajič še pred odhodom na počitek svoji ekipi zagotovil 3 točke. Nisem imel nič skrbeh, ker sem zaupal, najmanj točko bi lahko dobili z levo ali pa z desno roko, tako da ni bilo nobenega problema. Da je Maribor daleč najbolj nogometno mesto v Sloveniji, se vidi tudi iz obiska včerajšnjih tekem. Ostale 3 si je ogledalo le 1000 gledalcev, v Mariboru pa jih je bilo kar 4-krat več. Celotna sezona je bila dokaj za nas navijača Maribora zelo naporna. Vse ste videli, menjali smo trenera, prišel je novi trener, na to Zahovič je stopil, Zahovič se vrnil. Na to smo se uvrstili naprej v toto osmino finale Evropske lige. Potem smo pa le neki dobri nastop naredili. Sedaj pa smo prvake in še kmalu pa nas čaka nova tekma. V naslednjem krogu bodo Mariborčani igrali v Gorici, v zadnjem pa bodo v Ljudskem vrtu po tekmi z Domžalami dvignili pokal za prvo mesto v državnem prvenstvu. Vmes bodo v Kopru odigrali še finalno pokalno tekmo proti Gorici. Danes pa je bilo veselo tudi na Ptuju. V najstarejšem slovenskem mestu so namreč pripravili že drugi UNESCO tek mladih. Udeležilo se ga je okoli 1400 tekačev iz 64 vrtcev in osnovnih ter srednjih šol. Pred tekom so se otroci najprej ogrili v plesnih ritmih, nato pa se je začelo zares. Pridružili so se jim tudi športniki in politiki. Da je dober zgled pomemben, ve tudi minister pristojen za šport. Tekel je kar 2-krat. Zbrali ste tek z prvo triado. Sem že prej tekel z vrtci in sem bil slab, tako da... Tega pa ne bi pričakovali od ministra. Ja. Premalo priprav. Absolutno, čez zimo ni bilo časa. Prišli smo zato, da se zabavamo, pa da se imamo fajn. Je bilo naporno? Ja, zelo. Res? Si premalo treniral? Ja, kar da tekam. 100 metrov je zate mala malica? Ja. Kaj je bolje, iti na UNESCO tek ali biti v šoli pri pouku? Iti na tek. Ampak drugo leto priprave so nujne? Ja. Cilje se je zelo visoko postavila, zdaj pa je malo razočarana. Pomena rekreacije in športa za zdravje in življenje se dobro zavedajo učitelji, zato skušajo otrokom privzgojiti veselje do gibanja. Mi smo prišli z celo šolo, sem prva, druga in tretja triada. Mlajši, ko so otroci, čim prej moramo privzgojiti to. Organizatorji tako dobre udeležbe niso pričakovali. Teklo je namreč kar 2-krat toliko mladih udeležencev kot lani. Naše ideje so zdrav način življenja, razgibati telo, posredno vplivati na možgane, razgibati možgane in seveda narediti nekaj dobrega za mesto Ptuj. Ob teku so organizatorji otrokom, učencem in dijakom predstavili tudi bogato kulturno dediščino Ptuja. Zdaj pa na tuje. V Kijevu se je danes začel niz okroglih miz oziroma dialog za rešitev krize v državi. Ker prozahodna ukrajinska vlada zavrača pogovore s separatisti, na pogajanja niso povabljeni predstavniki proruskih sil iz vzhodne Ukrajine. Po torkovi tragediji v premogovniku na zahodu Turčije, ki je po zadnjih podatkih terjala najmanj 205 življenj, so v državi razglasili 3-dnevno žalovanje. Reševalci medtem skušajo rešiti še več 100 rudarjev, ki ostajajo ujeti v premogovniških jaških.
a upanja, da bi našli preživele, je vse manj. Eksplozija v premogovniku naj bi po prvih ugotovitvah povzročila napaka na električnem transformatorju. Gasilcem je v torek uspelo pogasiti požar, a je v rudniških jaških še vedno velika količina dima. V jaške tako sedaj skušajo dovajati svež zrak za vse tiste, ki ostajajo ujeti pod površjem. Vsi rudarji naj bi sicer imeli plinske maske, a je vprašanje, kako dolgo bodo te zdržale. V Vietnamu so protikitajski protestniki po poročanju medijev zanetili požare v najmanj 15 tovarnah. Razburilo jih je zaostrovanje ozemeljskega spora med državama v Južno-Kitajskem morju, potem ko je Peking minuli teden svojo naftno ploščad prestavil na območje, ki si ga lasti Vietnam. Gre za najhujše protikitajske nemire v Vietnamu v zadnjih letih. Spor ameriške in ruske politike se seli tudi v vesolje. Ameriška vesoljska agencija NASA je sporočila, da od Rusije ni dobila nobenega uradnega obvestila o morebitnih spremembah sodelovanja v vesolju, potem ko je namestnik ruskega premierja v Moskvi dejal, da Rusija po letu 2020 več ne bo sodelovala v projektu mednarodne vesoljske postaje. Odkar so Združene države leta 2011 upokojile floto raketoplanov, so edini način za prevoz astronavtov na mednarodno vesoljsko postajo ruske rakete Sojuz. Račun za NASA je $60 milijonov za vozovnico. NASA sicer uporablja zasebna podjetja za prevoz tovora, človeških posadk pa Združene države ne bodo sposobne varno pošiljati v vesolje do leta 2017. V francoskem Cannesu se bo s filmom Grace Moraška, v katerem je zaigrala Nicole Kidman, drevi začel 67. mednarodni filmski festival. Film, ki ga je režiral Francoz Oliver Dan, bo prikazan izven konkurence. V tekmi za Zlato palmo pa je letos 18 filmov. Festival se bo sklenil 25. maja. Še povabilo k ogledu naše pogovorne oddaje Tele-M nocoj sodelavci pripravlja voditeljica Ana Marija Bosak, ki se nam zdaj v živo oglaša iz osrednjega studia naše televizije. Pozdravljena. Dober večer. Maribor je prvo mesto v naši državi, kjer že pol leta deluje prodajalna Sotra. Gre za socialno trgovino, namenjeno socialno najbolj ogroženim prebivalcem Podravja, saj je večina osnovnih življenjskih artiklov precej cenejša kot običajno. A skoraj absurdno se sliši, da jo obiskuje le 10% od okoli 20.000 upravičencev. Je nakup v taki trgovini sramota ali pa je preveč oddaljena od središča mesta? Ta in še druga vprašanja bom zastavila gostoma Ivi Poropat, direktorici Sotre, in Petru Svetini, vodji projekta socialne trgovine. Vljudno vabljeni k ogledu nocoj 5 minut čez 20. uro. Hvala, zdaj pa k vremenu. Jutri zjutraj se bo od vzhoda postopno pooblačilo, le v zahodnih krajih bo sprva še delno jasno. Sredi dneva bo na severovzhodu začelo rahlo deževati, zvečer in v noči na petek se bo rahel dež občasno pojavljal do osrednje Slovenije. V petek bo na zahodu pretežno oblačno in suho, drugod bo oblačno. Več padavin bo na vzhodu. V soboto bo pretežno oblačno in večinoma suho ter malo topleje. Še opozorilo, od srede do petka bo pihal okrepljen severni veter, predvsem pod Karavankami v severovzhodni Sloveniji, ter v višjih legah bo v sunkih presegel hitrost 70 km/h. Predvidoma bo najmočnejši med četrtkom popoldne in petkom dopoldne. Toliko v današnjem dnevniku, ob 20. uri pa vabljeni še k ogledu večernih novic. Nasvidenje.